Nocoj kaj dogaja, gostimo izjemnega violinista in uspešnega skladatelja, čigar skladbe lahko zasledite tako na odru kot na televiziji. Z nami je Matija Krečič. Matija, pozdravljen. Dober večer. Dober večer, živijo. Matija, ustvarjaš glasbo za koncertne odre, za filme, za televizijo. Kaj je najtežje delo za skladatelja? Napisati eno dobro skladbo za koncert, dobro podlago za film ali aranžma za Magnifica? Ja, so zelo različne stvari to, ne. Načeloma je glasba za koncertni oder nekako mi je najbližje, ali pa recimo to sem tudi nekako študiral, ne. Po drugi strani je pa film, mislim, pisati za film ali pa za televizijo, res svojevrsten izziv, ne, ker imaš pa tam nekatere omejitve ali pa nekatere zahteve, ne, in jih moraš upoštevati, ne, kar je po svoje ti da en okvir, ne, po drugi strani pa moraš najti sebe v tem noter. Tako da je zanimivo je vse in meni je predvsem všeč to, da imam možnost delati to vse, no, to mi kar veliko pomeni. No, pa kot si rekel, študiral si klasično glasbo na Akademiji za glasbo v Celovcu in pa kompozicijo, ne, konzervatorij, kompozicijo. Sodeloval oziroma sodeluješ pa z bendi, kot so Momento Cigano, Terra Folk, Severa Gau Džurin. Kaj pa ta glasba, zabavna glasba, se v klasiki najbolj domačega počutiš? Mislim, težko bi rekel, kje se počutim najbolj doma, ker sem v zabavni glasbi, ali pa v tej drugi glasbi, ne klasični, toliko časa že nekako, da sem relativno veliko tega preigral. Še sam ne vem. Ja, te Magnifico srečo, zdaj vidim, da štekaš musko. Mislim, pred Magnificom so bile že tudi druge stvari, tako da so me nekako potem neki ljudje priporočili njemu, no, da me je šel malo pogledati oziroma povabil v studio in tako. Tako da nekako sem vse v moji nekako karieri se je zgodil zelo po naključju nekako, no. Nič nisem od tega načrtoval, neke želje so, ampak zdaj, a pride do tega ali ne, je pa pol druga stvar, no. Kako pa usklajuješ vse te projekte, v kjer si vpet? Imaš dan za, da skladaš glasbo, dan za... Ja, skoraj tako. Mislim, je treba biti še kar organiziran, no. Po svoje tudi to, ko imaš otroke, ti to mogoče tudi malo pomaga k temu, da si bolj organiziran, ker potem, ne, peleš otroke v šolo in v vrtec in potem greš delat. Za nas, ker smo samo zaposleni, ali pa vsaj za sebe, lahko govorim, mi prav pride to, da imam ene stvari postavljene. Ja. Tako da v bistvu skladanje je nekako moja dopoldanska služba, ne, in igranje je večerna služba, ne, tako. S kolegom ste ustanovila založbo. Ja. Kako funkcionira ta založba, oziroma kako video funkcionira ta noč? Ja, Janus Atelier se imenuje ta založba s kolegom Davidom Webrom. Kasneje se nam je pridružil tudi še en skladatelj, Leon First. Mi smo, nekako, želja je bila pač ta, da bi skladbe, ki jih napišemo, izdali v neki notni obliki in tako. To je po svoje ena taka, ni ravno neke ekonomske računice tu, ne, ampak je bila bolj romantična želja potem. V bistvu pa gre za to, da je to eno združenje nekako glasbenikov, tudi kolege, inštrumentaliste recimo, nekako združujemo in potem organiziramo koncerte in pa nekako največja stvar je pa festival. Kaj se bo zgodil, kdaj? Ja, zdaj se bo zgodil, se pravi čez nekaj dni, od 10. do 13. aprila v Celjskem domu, Janus festival. Tretje leto zapored. Začeli ste v Mariboru, zdaj v Celju. Kakšen program lahko pričakujemo? Na programu je zelo slogovno pisana glasba, komorna, letos bo tudi en orkestralen koncert. Gre za glasbo, ki je bila napisana v zadnjih 100 letih. Se pravi, nekaj je današnje produkcije, ne, slovenske in tuje. Sicer pa, ja, vse sorte, letos bomo malo se spomnili tudi nekaterih obletnic in velikih skladateljev 20. stoletja, kot so Ravel, Bartok, Šostakovič. Tako, zelo zanimiva stvar. Še kaj pripravljaš poleg festivala v bližnji prihodnosti? Ja, skozi je kaj na pultu, ali za vaditi. Recimo Mala terasa, tam sem slišala, da ste se nekaj dogovorili.
En špil imaš menda danes. danes smo zmenili špil. že. To vedel. Ja. Je že zmenen. Ja, tako da po mojem... Alenka je to nekaj Jaz organizirala. sem to vse zorganizirala, Ja. pojdi po violino. Ja, no, prav, pa moramo bom. narediti. Imam glih slučajno v avtu. Ja. A res? Ja, Še dober. na ključe. Ja, ja, tako se zgodi včasih. Ja. Matija, najlepša hvala za obisk v studiu. Hvala Želim vam. ti še veliko dobrih umadov, dobrih špilov in veliko uspeha. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Hvala.